Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Malce smo se privoščili odmora, prišli smo nazaj polni novih idej, tako da pripravite se, privežite se, čaka vas razborljivih nekaj naslednjih tednov. Preden gremo pa na današnjo vsebino, naj vas še enkrat spomnim na naš investicijski šov leta, ki se bo zgodil 22. maja. Pripravljamo zelo pester, recimo temu program, ki ga bo začinil tudi Denis Avdić z Janezi, tako da zagotovo ne bo dolg čas. Začinil bo pa dogodek tudi Klemen Boštjančič, minister za finance, ki je v bistvu razburil kar precej naših poslušalcev in gledalcev z napovedano obdavčitvijo kriptovalut. Na drugi strani pa razveselil tudi nekatere, ker pač z leta 2026 prihajajo individualni naložbeni računi. O slovenski borzi se bomo pogovarjali z Blažem Brodnjakom iz NLB, z nami bo tudi Drago Kavšek iz Petrola, Petar Vlajić, predsednik uprave Erste Plavi, ki velja za enega večjih investitorjev na Ljubljanski borzi. Potem seveda sledi vložek, AI vložek, če lahko temu tako rečem, ker se bomo pogovarjali z izvrstnimi sogovorniki, kot je Marko Pelhan iz Team Tech Defense, Andraž Logar, predsednik Slovenskega tehnološkega foruma, Franci Zidar, izvršni direktor in soustanovitelj Birdbuddyja, Jernej Strasner, serijski podjetnik in angelski investitor. In v zaključku tega dogodka nas čaka Trumpov šov, kam vlagati, kako zaslužiti, na kaj moramo paziti. Z nami bo Mojmir Mrak, ekonomist, ki odlično pozna geopolitiko, je strokovnjak za geopolitiko, Blaž Hribar, član uprave pokojninske družbe A, Tim Umberger nam bo razkril, kaj počne pametni kapital oziroma smart money, je član uprave Vance Capital Partner, z nami bo tudi Andraž Grahek, ki ga seveda poznate dobro tudi iz podcasta in sicer je iz Capital Genetics oziroma Tivoli Venture. Na koncu vse sledi zabava, after party, druženje, minglanje, opijači in prigrizkih. Vabljeni. Predlagam, da gremo kar na novo epizodo. V zadnjih mesecih smo priča povečani negotovosti na globalnih trgih, od novega vala trgovinskih napetosti med ZDA in Kitajsko oziroma praktično celim svetom, pa vse do znakov ponovne inflacijske grožnje, ki se vrača na radar vlagateljev. Hkrati se podjetja spopadajo z višjimi vhodnimi stroški, počasnejšo rastjo in vse bolj volatilnim odzivom trga na poslovne rezultate. Za male vlagatelje je ključno razumevanje širše slike, vse od vpliva geopolitičnih tveganj do pomena dolgoročne strategije upravljanja premoženja, kako zaščititi naložbe v času povečane negotovosti, kateri signali kažejo, da je čas za prilagoditev portfelja, je smiselno spremljati tečajnice in vrednost portfelja vsak dan in ne nazadnje, kako prepoznati trenutek, ko je smiselno del naložb unovčiti in realizirati enega izmed svojih dolgoročnih finančnih ciljev. Pred mikrofonom je Luka Gubo, ki je izvršni direktor borzno-posredniške družbe Equito. Zdrav. Zdrav, Marja. Glih zdaj smo malo obujala, preden smo se vklopila, obujala spomine, da smo se nazadnje pogovarjala pred letom dni in takrat se spomnim, si omenjal, da si dejansko realiziral del portfelja ali cel portfelj za realizacijo enega naložbenega cilja tvojega, ki si ga imel zastavljenega. Pa a mogoče lahko kaj poveš o tem? Lahko povem, sicer ni naložbeni, gre se za gradnjo hiše. Se pravi, ti si v bistvu svoje prihranke, del portfelja likvidiral zato, da si to vložil v svojo hišo oziroma v gradnjo hiše. Ja, res je. Tukaj je logika zelo straightforward. Hiša je nekaj, kar je velik asset vsakega posameznika, ki ima to možnost, da ima lastno nepremičnino. Je lahko sredstvo, katero imaš na svoji osebni bilanci, na katero ne smeš sicer gledati čisto iz finančnega vidika, ampak če se že pogovarjava o financah, je pa alternativa temu, da si lastniš nepremičnino imaš, je to, da plačuješ za najemnino. In tu je efektivno ta nek strošek, ki
ni majhen, seveda odvisno, kje na svetu živiš, ne. Je pa to pač ena seveda čisto osebna želja, sploh zaradi tega, ker pač imaš 2 majhna otroka in pol malo drugače razmišljaš o temu, kje bo živel in kako življenje jima boš omogočil. Zdaj, tukaj dostikrat sem se pogovarjala z ljudmi glede likvidiranja portfelja za to, da ti nekako uresničiš nek cilj, ki si ga zastavil, ko si začel graditi ta portfelj. Zdaj, večina, ki jih jaz poznam, v bistvu dejansko res investira, bodisi oziroma varčuje, bodisi za nakup nepremičnine, za penzijo, za mogoče kakšno potovanje in tako dalje. Ampak vseeno bi te tukaj malo izzvala, če dovoliš. Glede na to, da si strokovnjak za investiranje, me zanima, zakaj si likvidiral svoj portfelj, zakaj recimo nisi vzel kredit, ki je cenovno relativno poceni, glede na to, da se znižujejo ključne obrestne mere, pa da lahko pričakujemo še nadaljnji upad teh ključnih obrestnih mer. Tako, zanima me, kako ti razmišljaš glede tega. Mogoče en komentar, kredit vseeno pač sem vzel, ne, ker veš, kakšne so cene nepremičnin in tudi v gradnji ni nič drugače, sploh ko začneš gradnjo po covidu. Teda, če lahko se pogovarjamo pol še malo o inflaciji, pa kak inflacija ni najboljši sistem merjanja, kakšne so cene, pred hišo graditi v času covida boš videla, kaj pomeni pač inflacija, ne. Teda, komentar na to je pa zelo straightforward. Meni je že oče, ko sem bil mlajši, vedno govoril, tista prav denar bo zaslužil med 40 in 50, tako da jaz, moj human capital, na katerem rečemo, da pridno gradim, je toliko večji od tistega nekega naložbenega portfelja, ki je bil prej, da je čisto irelevantno. Se pravi, nekako računaš, da boš v obdobju od 40. do 50. v bistvu ustvaril tisto premoženje, ki bo potem mogoče za penzijo. Ja, definitivno. Zdaj sem v pač neki situaciji, kjer pač je pač to sredstvo, ta nepremičnina seveda predstavlja precej velik delež, seveda je neka obveznost na tem tudi gor, ki je v obliki pač hipotekarnega kredita, in seveda obveznost vseh ostalih stroškov, ko je treba razmišljati o tem, da je treba neko dodatno stvar popraviti, narediti, in to ne smemo zanemariti, ker tega je vedno kar precej. Ampak ja, to je pa ta human capital, kot se temu reče, ne, je pa zmožnost pač zaslužka v celotnem obdobju. Pač predpostavka tukaj je, da seveda dolgo živiš, ne, zato, ko imam družino, sem tudi zelo dobro zavarovan, pač kot čevski medved, kot se pravi, ne. Ampak iz vidika tega, da v naslednjih 15-20 letih si pač lahko ustvarim pač nek kapital, katerega pretvarjam iz pač tisto osebno iz časa in iz znanja in izkušenj in poznanstev in tako naprej v neke prihodke. To je tisto, kar je pač sploh pri nekdo, ki je še mlajši od mene, ima tega še precej več pred sabo, ne. To je tudi ena izjava, da si časovno milijarder, ampak si finančno brok, ne. To treba znati tudi pol izkoristiti, ne. Zdaj, če si časovno milijarder, ne, spreda imaš še veliko časa za to, da zaslužiš si v življenju stvari, je to treba tudi nekaj narediti, na tem je treba se učiti, treba tudi mogoče za kontekst povedati, da jaz od svojega, ne vem, 18. do 30. leta sem delal 12 ur plus na dan, od tega pač nekaj ur na dan šlo v branje literature, delanje analiz in učenje vsega, glede investiranja, glede financ, glede gospodarstva in tako naprej. Teda na ta način se gradi pol ta human capital, ne? In to je pač trenutno pri meni vsaj pač največji asset, ki ga imam, če govorimo finančno, seveda ne govorimo o osebnih assetih, kot so družina in tako naprej. Ja, jaz se pa s tabo tukaj zelo strinjam. Ta human capital je pa zelo, zelo pomemben in pogosto tudi spregledan. Zaradi tega, ker ko se pogovarjam z mladimi, večkrat razlagajo oziroma fantazirajo o tem, kako bodo obogateli do svojega 35. leta. Ampak se tudi delajo na svojem human capitalu, mogoče ne bojo finančno obogateli do 35. Ja. Ampak zagotovo pa tudi ta želja, ta drive za to, da obogatijo, pač jih lahko pripelje do nekih izkušenj, znanj in konec koncev, to je ta kapital. Ne? Jaz vedno pravim, kamorkoli greš
gre tvoj kapital s tabo. Ne bo ostal, ne vem, kjerkoli si že bil, ampak gre s tabo skozi tvoje življenje. Ja, Ful res. dober. Je toliko dobrih stvari spovedal, pa bi mogoče zdaj čisto na začetku si omenil, odvisen, kje živiš. In takoj, ko si to rekel, mi je padla na misel, mi je padel Warren Buffett na misel, ker je točno na zadnji skupščini rekel, da vsi Američani, ki jih je samo 300 milijonov na svetu, so lahko zelo srečni, da živijo, da so bili rojeni v Ameriki, če gledamo celotno pač populacijo na svetu. Kako pa ti gledaš na to? A smo mi kaj prikrajšani, ker nismo bili rojeni v Ameriki? Ne, jaz bi rekel, da imamo zelo veliko srečo, da smo bili rojeni tukaj, če si z tega vidika, ne vem, nismo bili rojeni v Ukrajini, nismo bili rojeni v Gazi ali pa v podsaharski Afriki, ne. Da to je ta kontekst, ko si ga moramo pač tudi malo ubiti v glavo, ne. Tako da Slovenija je pač, kljub temu, da je precej stvari, katere se da izboljšati, še vedno imamo ful dobro življenje, no. Pač v redu plačujemo res previsoke davke in marsikaj bi se tudi iz vidika birokracije in spet, ko greš hišo delati in tako naprej, ugotoviš, da je veliko teh stvari, da ne začnemo o tem, da ko imaš enkrat licenco kot neka finančna institucija, kaj to pomeni, kaj vse moraš poročati, do vseh LBTG poročanj, do ESG poročanj in ne vem kaj vse. Ne. Kaj si rekel, LGBT? Kaj si rekel? Dejansko moramo kot finančne institucije poročati, koliko zaposlenih je neopredeljenih, a so pač v katero smer so smerjeni in take Kako pa stvari. to veš, se to ne smeš spraševati? To je pa ta paradoks, ne smeš ga vprašati, moraš pa poročati, zato ker European Banking Authority pač je od Evropske komisije dobila navodilo, da to mora spremljati, v glavnem. It's a mess, ampak je naš mess in pač bolj, da to rešujemo, kot pa da bežimo pred bombami, no. To je ta kontekst. To je ta kontekst, ja. Ampak vsem bi te pa zdaj nekaj še vprašala vezano na cilje. Ko se ti nastaviš nek naložbeni ali pa varčevalni cilj, marsikdo v bistvu se sprašuje, a pa celo mogoče zamuditi sta prav trenutek, reče, se imam še nekaj časa. Recimo to smo zdaj videli, ko so se borzne tečajnice precej zatresle, pa mogoče niso uspeli pravočasno se premakniti v neke malo bolj konzervativne naložbe. Kako gledaš ti na to? Kako moramo posamezniki spremljati svoj portfelj, kako moramo biti bolj pozorni? Mogoče tudi ta pohlep dati malo na stran, ko vidiš, da tečajnice rastejo, težko likvidiraš nekaj, kar ful raste in pridobiva na vrednosti. Kako gledaš na to, ko se približuješ cilju, kako realizirati? To je ful težko, ker to je več psihologije, kot je pa neke matematike, ker matematično zelo enostavno, pa če rečeš, to je neka funkcija, katero moram pač optimizirati, vem, da je to cilj, ki je čez x let, ugotovim, kakšna je volatilnost mojega portfelja do takrat in prilagajam glede na to, kako daleč sem do cilja, ne. Ampak pa vedno beremo v novicah, pač Trump je nekaj naredil, vojna tam, tista delnica šla gor krat 5, una delnica je padla za 80% in je ta čist psihološki učinek ponavadi precej večji, kot pa bi neka čista racionalna odločitev bila. Tako da tu mogoče dobro si postaviti nek okvir, čisto okvir, kjer se reče, moj cilj je zdaj v naslednjih 10 letih privarčevati x evrov, ampak imeti portfelj sestavljen na tak način, da se bo prilagajal bliže, kot bom cilju, pač manj tvegane naložbe bom imel, ne. Da se ne zgodi to, da zadnjič me kliče en od soseda kolega in mi reče, Luka, jaz bi ti zdajle 100 tisočakov pač prinesel, bi rad kupil Bitcoin,
prvič tega ne moreš narediti, niti ne bom pač sprejel, pol ga pa malo sprašujem, pač prvič, odkot ti ta cash, pač kaj boš naredil. In mi reče, ja, čez 2 meseca imam en biznis, pa bom rabo ta cash in sem mislil, zdaj sem slišal, da bo šel to gor in bi rad pač investiral v Bitcoin. In mu jaz začnem zelo elegantno in počasi razlagati, da pač kaj je koncept tveganja, in da pač zadeva, ki gre gor, lahko gre tudi precej dol in kako bo pač to vplivalo, če teh 100,000 ne bo imel, ampak jih bo imel samo še 40, in se pol malo pač umiril in bo investiral, ne vem, pač 20,000 prek neke kriptoborze. Ampak to je ta koncept, lahko imamo mi nek dolgoročni cilj, ampak bližje, ko smo temu cilju, bolj se moramo prilagoditi, da imamo manjšo izpostavljenost tveganju, kar pomeni manj delnic, manj kripta, vedno več, pač tudi če je depozit, če rabimo čez 3 mesece denar, je vse pač brez iskati tistih nekaj 10, nekaj 100 evrov pač donosa zraven, če ga izgubimo nekajkratnik tega za ta kratko obdobje. Ja, dostikrat v bistvu dobivamo vprašanje, kakšne so strategije izhodov iz naložb. Spomnim se, ko sem se z Damjanom Merlakom pogovarjala o tem in še sem pa rekel, prodaš, ker on v bistvu trguje z opcijami in on v bistvu vnaprej nastal, pri kateri ceni pač se bo zgodil ta izstop. Kako psihološko v bistvu nekako, ko ti si del neke črede, ko vidiš, da je vse zelen, pač hočeš biti del tega zelenega vala, ko vidiš, da je vse rdeč, se ustrašiš, pa ne vem, mogoče začneš malo razmišljati o teh strategijah. Kaj bi ti recimo rekel, ti imaš vse nekaj izkušenj, pa tudi kakšno krizo si že dal čez, pa mogoče vseeno lahko poveš, kako ravnati v takšnem okolju, kot je trenutno, ki je negotovo. Dejansko ne vemo, a bo čez 1 let recesija. Mislim, tu je prvi komentar, mogoče to vedno je negotovo. Če se spomnimo, se je še oba sva šla čez globalno finančno krizo, 2008 je bil razpad sistema, v Sloveniji smo zares krizo čutili, ko so banke začele padati tam 2011 pa do 2013 nekje, ampak kadarkoli bi pač midva posnela takle podcast, bi vedno našla nekaj, kar je bilo negotovo. Tako da ta negotovost je pač vedno tam. Ampak spet, razlika med Merlakom in pa, ne vem, mojo ženo ali pa vsemi drugimi, da pač ne tradamo nekih opcij, in če nam je cilj pač privarčevati sredstva in jih smiselno investirati, pač ne smemo tu gledati na te zunanje faktorje. Pač moramo imeti neke predpostavke. Te predpostavke so, da pač delnice in druge naložbe na dolgi rok prinašajo neke donose. Če imamo neko predpostavko, da je to ranga 7-8% na leto, pač se nam mora zdeti ok. Če imamo v mislih, da bomo zdaj naredili 20-30-50% na leto ali pa še kaj več, je tukaj prvo opozorilo pač kjerkoli finančnega strokovnjaka ali pa podcasterja, je to, hej, da je malo bolj realna pričakovanja, moraš imeti pogled zgodovino, pač kaj se je dogajalo. In tu je dejansko samo ta stvar, pač realna pričakovanja glede na ta okvir, ki se je pač zgodil v zadnjih 100 plus letih, in znotraj tega se pač primerno alocirati. Kdaj pa iti ven oziroma kdaj kontrirati mogoče neki množici, to je pa mission impossible, da bi točno vedel. Trgi, recimo ameriški, so precenjeni zdaj že kar par let, so pa ti tako imenovani Magnificent 7 so rasli tako zmešani v zadnjih 3 letih. In tisti, ki bi pač se pozicioniral drugače in je rekel, ok, zdaj je Amerika predraga, tudi pač jaz kot nek value investitor oziroma bolj pač kvantitativni faktor investitor, je eden izmed teh pristopov veleval, da pač enostavno zmanjša si izpostavljenost do Amerike, kar pa pač je pomenilo, da si imel manjše donose, kot pa rečemo, ki je kupil cel svet. In je trenutno Amerika predstavlja 70+% takega portfelja. Teda tu je zelo težko se pozicionirati na nek kratek rok, ker to spet je kratek rok, ker se pač umikaš od nekega trga na obdobje 1, 3,
6, 12, 2 leti mogoče. Ne. In tukaj ne moreš niti vedeti, so sicer neke metode, ne, se pravi od tega, da se lahko spremlja vrednotenja trgov, do tega, da se lahko spremlja neke makroekonomske kazalce, kot so neki leading indikatorji, ampak spet ti delujejo, pa ne delujejo. Ne. In to je ta glavna težava sploh za nekoga, ki je bolj investitor neprofesionalni, pač je to brez veze delati. No. Čist po resnici povedano, treba imeti ta dolg investicijski horizont in pač prilagajati portfelj glede na cilje in kako daleč smo proti tem ciljem. No. Zdaj, glih je bil objavljen pred kratkim, mislim, da še ta teden se mi zdi ta Buffett Indicator, ne? Ki si glih omenil value investing, ne? Ta Buffett indikator trenutno kaže, da je idealna priložnost za nakupe. Kako pa ti gledaš na trenutno situacijo, pa glede na to, da so taka nihanja, izkoriščaš mogoče te padce za dokupovanje naložb? V bistvu to ne vem, odkot izhaja, da bi Buffett indikator kazal, da je priložnost za nakupe, ker Buffett indikator vzame v bistvu celotno tržno kapitalizacijo vseh ameriških delnic in jih primerja z BDP-jem. To je trenutno čez 200% BDP-ja. Zgodovinsko gledano je to bilo pod 100%. Kar pomeni, da kljub temu, da je zdaj bila korekcija 15%, to je še daleč od tega, da bi ta indikator pokazal, da je zdaj smiselno iti v nakupe. Smiselno bilo iti v nakupe po tem indikatorju, ne vem, zdaj pred kratkim Kitajsko, Evropa je tudi bila dosti poceni za zadnjih par let, Amerika pa definitivno ne. To je podobni indikator, kot bi rekel PE za celotni trg, samo da se namesto cene nekega indeksa in dobičkov tega indeksa se vzame vrednost vseh podjetij in se primerja z BDP-jem. Drugače, to je bilo pred parimi dnevi na Bloombergu, so naredili raziskavo, ravno zaradi tudi po moje so gledali to zaradi vsega dogajanja okrog njega. Si kaj spremljal njegovo skupščino? Ne, niti ne, sem pa videl, da se upokojuje. Se upokojuje, ja. Ja. A mogoče lahko, recimo, zdaj marsikdo vseeno razmišlja, pocenile so se, ne vem, mogoče Magnificent 7, veličastnih 7 delnic, nekatere so precej upadle, recimo Tesla, zdaj lahko kupujem z diskontom. A ne, to spet govoriva mogoče malo bolj teh, ki želijo vse malo zatradati, pa hoče mogoče uloviti ene take ugodne priložnosti. Kaj ti recimo predlagaš enemu takmu, ki je v bistvu amaterski investitor, ampak vsem bi pa rad kupil z diskontom? Mislim, težko je reči, če je to diskont, ker če ti jaz zdaj pridem do tebe, pa ti rečem, prodam ti, ne vem, jaz pijem pač velikrat Monster in ti rečem, Monster ti zdaj prodam za 20 evrov, ampak ti dam 20% popusta, ful dober diskont, boš vedela, vrednost nekega takega energijske pijače ne more biti toliko visoka, boš rekla, ne, hvala. Kljub temu, da je nek diskont, še ne pomeni, da je pač zares poceni. In tu recimo za primer pač Tesla in ostalih podjetij, vrednotenje na trgih se ustvarjajo na tak način, da pač podjetje posluje, ampak cena na trgu se pa dejansko odrazi oziroma se naredi glede na percepcijo udeležencev na trgu, traderjev in investitorjev, kako bo podjetje poslovalo v prihodnosti. In zdaj, če tam Elon Musk sanja o tem, kako bo ne vem, koliko robotaksijev naredil v prihodnem letu in tako naprej, percepcija investitorjev in borznih trgovcev lahko mogoče malce preveč optimistična. Kaj pa, če tega ne dostavi in se to ne zgodi, To pomeni, da je trenutno vrednotenje, kljub temu, da je pač cena padla kar precej, je lahko še vedno previsoko. Teda jaz zelo težko zagovarjam, da bi nekdo rekel, ok, zdaj je bila korekcija in gremo noter, ker pač je zdaj poceni. Razen, če pač zdaj govorim za posamezne delnice. Če govorimo pa zdaj za cel trg, je pa vedno, pač, če imaš dolgoročni investicijski horizont, je vsaka korekcija pač dobrodošla. Daljši kot imaš investicijski horizont, bolj upaš, da bo kriza na začetku tvojega začetka investiranja. Zato, ker boš lahko poceni kupoval in pol upaš, da takrat, ko bo čas za prodaje, da bo situacija na trgu taka, da bo euforija in bojo vrednotanje visoka. Ampak vemo, da se dogajajo cikli, a ne pa da vmes prihaja do kar precej velike rasti, potem pride do
tudi kakšnih upadov. Zdaj sicer že dolgo časa nismo imeli resnih upadov, če gledava indekse, recimo tako kot je bilo leta 2007-2008. Kdaj pričakuješ, da se bo, ne vem, zgodil kakšen tak scenarij? Ravno danes je Goldman Sachs napovedal inflacijo v Ameriki še v letošnjem letu oziroma v naslednjem letu. Veliko se govori o recesiji, a lahko pride do kakšne take korekcije, kot smo imeli 2007-2008? 2008 je bila mogoče malo specifična, ker je res bila globalna finančna kriza. Bilo je res ogromno podjetij prezadolženih, tudi v Sloveniji smo zelo jasno to videli, ne? In recimo Evropa se je zelo počistila tega odvečnega dolgov, in podobna situacija tudi v Ameriki. Podjetja niso toliko zadolžena, tako da neke sistemske krize ne bi smelo biti. Vsaj iz vidika tega, ko rečemo, kako stabilni je cel sistem. Ne? To še ne pomeni, da ne more priti do večjih korekcij na trgu. Se smo videli zdaj zaradi teh carin, kar hitri padci, kar hitri odboji nazaj navzgor. Definitivno pa to zna pač povzročiti upočasnitev gospodarstva, kar zna povzročiti nižanje dobičkov podjetij, kar zna povzročiti nižje cene tudi delnic. Je pa res, da so trgi vedno gledajo naprej, kar pomeni, da je to že nekako komponirano noter. Ne. Odvisno do katere mere, mogoče so trgi spet preveč optimistični, ker je treba tudi razumeti, da cel ta spektakel, ki je bil okoli carin, je zelo močno vplival na majhne podjetnike, tudi v Ameriki in druge, ker so se precej ustrašili, vsi so se zdaj umaknili ven iz nekih večjih investicij, ker enostavno ne vejo, ali bojo lahko od svojih dobaviteljev iz tujine nabavljali po nekih normalnih cenah, ali bo te cene pač 145% višje ali karkoli. In enostavno to se bo poznalo, to se bo poznalo v potrošnji. Je pa tudi mogoče ena zelo pomembna stvar, ko smo tudi rekli, da od 2009 ni bilo nekih večjih korekcij, pač bila je zaradi korone. 2020 zelo hitro so trgi padli, ampak so bile pa reakcije držav toliko agresivne, ampak ne strani centralnih bank, ampak dejansko iz strani pač držav, ker so dejansko talale denar naokoli. Pač firma ni imela kaj zadelati, v redu, tule imate subvencijo in dajte plačati svoje zaposlene. Ti zaposleni pač so dobili plačo, niso imeli kaj za zapraviti, so to privarčevali, eni so vrgli malo v GameStop, drugi so si kupili slušalke od Apple in tako naprej. To je povzročilo pač tudi inflacijo, seveda, rast cen delnic, ampak je pa zanimivo, da enkrat, ko država pač da neko tako subvencijo, dejansko to pomeni pač printanje denarja, ne to, ko centralna banka zniža obrestne mere, to pa ostane v sistemu. In tu je zdaj vprašanje, ali smo že pokurili ves ta pač višek denarja, ki je nastal. Pač, če bi pogledal čisto iz vidika tega, koliko je ta savings rate in čisto makroekonomsko bi nekako prišel do zaključka, da to je že v lanskem letu nekako pač prišlo nazaj na nulo. In zdaj smo v fazi spet nekih dodatnih zadolževanj gospodinjstev in tako naprej. Ampak to še ne pomeni, da smo zdaj v fazi, da bo tako huda upočasnitev ali pa neka recesija. Definitivno smo pa v nekem tem delu cikla, ko bi bilo za pričakovati precejšno upočasnitev. Mogoče pa za razmisliti tudi v Evropi smo zdaj imeli, predvsem v Nemčiji, je bila kar upočasnitev, predvsem v industrijskem sektorju, predvsem v sektorju avtomobilizma. Mogoče se zdaj vračamo ven iz tega, pa smo že imeli neko mini recesijo, katero sploh nismo močno občutili in smo zdaj vsaj v Evropi v fazi pospešene rasti. Ne vem, to je mogoče ena hipoteza, katero pač bi lahko imeli in razmišljali o njej. Ampak mislim, da je ravno pred dnevi ali celo včeraj, kdaj že ta šef Feda, Powell, rekel, da v bistvu njegova intuicija govori, da se pač pripravlja, da bo pač povečana inflacija, ampak to se še ne odraža v statistikah. Ja, mislim, statistike so vedno za nas. Ja. Ja, mislim, tudi recimo, dosti je bilo enih novic pa slik, kako so ameriška pristanišča dobesedno prazna. Zakaj? Zato, ker enostavno pač
preden je Trump sprejel te radikalne odločitve, so vsi na hitro še uvozili tisto, kar so, in zdaj so se vsi ustavili, ne? Kar pač pomeni, da enostavno teh ali pa rečemo cenejših produktov mogoče sploh ne bilo na policah v Ameriki, in bojo prisiljeni kupovati pač dražje, kar spet mogoče CPI kot nek indeks vrednosti pač te nakupne košarice, ne, potrošniških dobrin mogoče ne bo zaznala tega kot povišanje inflacije, zato ker ne vem točno, kako si pač te stvari računa, vem, kako se računa, ampak za ta točen primer, ne, ker kaj, če v Walmartu ni več tistega ta poceni produkta, je pa on ta dražji in si pač prisiljen kupiti dražjega, ali se ta substitut pač pokaže pol v višji inflaciji. To ne vem, to je treba enega statistika vprašati, ki zelo dobro to pozna. Definitivno pa pač po definiciji carina pač zviša ceno in pač posledično pomeni višjo inflacijo. Za razliko od inflacije, ki je nastala po COVID-u, ne, katera je bila pač potisnjena strani povečanega povpraševanja, ker so pač ljudje imeli več denarja, in hkrati omejevanja pač ponudbe, katere pač enostavno se vse zaprlo in pač nismo mogli zapraviti, ne, pa je kar naenkrat to skočilo vse na trg, je tukaj malo drugače, zato ker ni kar naenkrat zdaj več denarja v obtoku, da bi pač ljudje začeli kupovati, ne, ampak je enostavno nek zunanji šok, ki pač poviša cene, ne, kar pomeni, da bodo ljudje imeli manj denarja za vse ostalo. Ne, in to je pa ta inflacija, ki pa je problematična. Ne. To je isto, kot če bi zdaj šla nafta gor na $200 na sodček, ne. To je nek zunanji šok in to pol pomeni, da pač imaš manj denarja za karkoli drugega, zato ker pač imaš dražji strošek energije. Ne. Tako da tu definitivno pač Pavel ima dobro intuicijo glede tega, ne, ker je zelo logična. Je pa tudi vprašanje, kdaj se bo to pač poznalo in v kakšni točno meri. Zdaj, ko govoriš o tem, da ti ostane manj denarja za druge stvari, verjetno potem tudi manj denarja za neko varčevanje, investiranje. Pa me zanima, kako ti gledaš na to, ko si na začetku omenil, pač so neke obveznosti, ki jih ima vsak posameznik, krediti, stroški in tako dalje. Koliko investirati, koliko v bistvu, kaj narediti s svojim presežkom? Ker marsikdo se v tej trenutni situaciji, v kateri smo, se ustraši te volatilnosti. Kakšne so sploh alternative? Mislim, spet, če gremo mogoče od tistih čist začetkov in teh piramid, ki dostikrat finančni svetovalci radi izpostavijo, ne, pač spodaj je tista neka pač varnost, ne. Zdaj jaz vedno dodam ta human capital še zraven, ne, ampak če govorimo samo o pač financah, ki jih imamo na voljo ali pa bomo imeli na voljo, je to, da imaš privarčevano 3 do 6 mesecev pač nekih sredstev za to, da je to v neki zelo varni naložbi, ali je to na banki, ali depozit, ali neka državna obveznica, katero lahko hitro pač likvidiraš. Ne. To je en del. Ne. Pa je spet odvisno, kakšne imaš pač prihodke in stroške, zato da lahko ta presežek pač privarčuješ. Ne. In to je pa, kako pa strukturirati portfelj s tem presežkom, je pa ful odvisno od posameznika. Ne. Imam enega zelo dobrega prijatelja, ko je približno isto star kot jaz, ampak je tak konzervativc, da mu je že slovensko obveznico me je spraševal 13-krat, a je to zdaj zakupiti, kaj la gre narobe, kaj če bo broker šel dol, kaj če bo... In tak, kaj ne. Pač pol je z nekim majhnim portfeljem, delem portfelja je šel tudi v kripto in se je tresel vsak dan, ko je ti zgledal. Tako da to je ful osebno, to je vedno pač treba se pač dol sesti in dobro razmisliti, kaj meni ustreza, in pa meni čisto osebno, čisto iz psihološkega vidika, drugo pa tudi iz vidika ciljev. Ker če rabim jaz denar čez 1 leto, čez 5, čez 20, so čisto drugačni pač portfelji. Definitivno je pa res, pač čim več kot privarčujemo, tem boljše, ne? In čim več kot investiramo na podlagi tega, kar sem zdaj pač rekel, ne? Tem boljše. Sploh zato, ker pač se vema, najne pokojnine bojo zelo majhne, ne, sej je preprosta matematika, ne, in že tu je treba pač poskrbeti za svojo pač prihodnost. Sploh zato, ker kot vidimo razna zdravila in ta napredek v medicini in biotehnologiji je tako hiter, da
se ne bi čudil, če se bomo mi pri 110 letih še enkrat takole pač pogovarjala. Joj, ne vem, če bi živela do 110. leta, ta je kar malo huda. O, groza, kaj sem se rekla. Ampak, glej, ampak takrat se nama pogovarjala o varčevanju, takrat se bova pogovarjala o kakšnih eksotičnih destinacijah, ne vem, a si bil na Floridi ali pa ne vem, nekje. Ampak bomo mogla pa privarčevati, pa narediti dobre Ja, to naložbe, pa da itak, bomo to pa lahko že šla zdaj na boljše. počnemo, tako da, lej, pa imamo pa še human capital na zalogi, tako da vse je v redu, vse je pod kontrolo. Ampak ja, sprašujem te to zato, ker dostikrat dobim komentar od ljudi v smislu, mene to vse jasen, ne? Ampak ne naredim pa tega koraka. A ne, se pravi, tudi če imaš nek support, recimo nekega prijatelja, kot si ti, a ne, je še zmeruno, ne vem, prisoten nek strah. To je na eni strani, na drugi strani pa opažam, da imamo ekstremiste, ki grejo pa v najbolj rizične naložbe, brez da bi pomislili, ne vem, na potencialne izgube. Ja, mislim, to je vedno, in tu je ta spekter je ful širok, ne? Od tega, ko grejo all in v Bitcoin ali pa še kako bolj obskurno meme kriptovaluto, ne? Do tega, da pač sploh nikoli nič ne naredijo. Jaz smo dosti tudi kontakta z pač podjetji in podjetniki, ne? Kjer imajo zelo dobra podjetja, fajn zaslužijo in kar naenkrat imajo na bančnih računih pač presežna sredstva. In zato, ker so se z enim skladom leta 2008 dopekli, zdaj že od takrat naprej nobene investicije noče narediti. Ne? Ker oni so eksperti pač na svojem področju, ne? Povprečju v Sloveniji neko proizvodno podjetje, ne? In enostavno pač nimajo ne časa, ne volje, ne želje, da bi kaj drugega pač si diverzificirali tudi stran od svojega core biznisa. Tega je kar precej, mogoče tudi tu malce napaka same industrije, zato ker pač potiskamo enostavno samo pač sklade naprej, medtem ko so tudi mogoče kakšni drugi produkti. Sicer sej industrija v tujini z veseljem pač ponudi svoje storitve in pač trgovanja od raznoraznih revolutov in tako naprej, ne. Ampak spet ni pa to nujno, da samo zato, da ima nek boljši uporabniški vmesnik, da bojo odločitve posameznikov potem pač boljše. Ne? Ker točno to, kar praviš, ne? Tu je ta ali strah, kaj točno kupiti. Najbolj bizarno se meni zdi, da je ETF-ov v Ameriki več, kot je pa samih delnic. Ne? Pač pa zbereš delnice, ne moreš zbrati, kako ne zdaj vem, kateri ETF bom pač zbral, ne, ker je toliko veliko. Zdaj pa, če greš pa samo v tistega največjega, kateri je, ne vem, S&P 500, spet imaš pa, skutimo, da je zelo razpršen, je pa zelo koncentriran v pač ameriške velike delnice. Ne. In ko bojo te imele neko večjo korekcijo, pač ne, boš ugotovil, da to ni dobro razpršen portfelj. Daj povej malo več o razpršenosti portfelja v trenutnem okolju. Veliko govorijo recimo Američani, zdaj so odkrili Evropo recimo, ne? To zdaj imam pred sabo odprt, ko smo se s kolegi pogovarjali, zdaj parkrat že letos recimo, če si ameriški investitor, torej gledaš svojo vrednost naložb v dolarjih, je Nemčija naredila plus 27 za tebe. Letos 1. januarja naprej. Medtem ko S&P 500 je na -5, Nasdaq tudi -5, pa Russell 2000, to so pač majhna podjetja, na -10. Tudi zato so ugotovili, da je učinek diversifikacije smisel, ne? Zato ker pač Evropa šla malo bolj gor in hkrati dolar izgubil na vrednosti. Ne? Ampak tudi če gledamo recimo 3-letno obdobje, ko bi rekel, to je Nasdaq, bi mogel biti full gor, ne glede zaradi pač vseh teh tehnoloških podjetij, pa ni, ne. Nasdaq je gor, spet to je v dolarjih, je gor 56% v zadnjih 3 letih, medtem ko Nemčija 72%. Ne. Pa dajmo se samo malo spomniti zadnje pol leta, kaj se je pisalo in govorilo o Nemčiji in kaj se je pisalo o teh Magnificent Seven. Teda spet to zelo težko je iz tega občutka, ki ga dobimo, ko beremo pač novice, si postaviti neko strategijo, ne? Zato ker je ful preveč enih faktorjev zraven, katere ne moramo na tak način pač ukomponirati v nek naložbeni proces.
Ja, to se popolnoma s tabo strinjam. Meni se zdi, da v bistvu mediji včasih znajo tudi malo voditi te male vlagatelje, tudi k napačnim odločitvam, a pa k temu, da koncentriraš svoje premoženje, svoj portfelj v eno regijo. Ne. To smo tudi že imeli v preteklosti, zelo dobre izkušnje. Mogoče tu bi jaz malo drugače to povedal, čisto zato, ker enostavno smo ljudje narejeni na ta način, ne, da pač recimo, ne vem, Slovenci imamo zelo velik delež v slovenskih delnicah. Ampak če gledamo, koliko smo diverzificirani navzven, smo Slovenci v bistvu še ful dobri. Zakaj? Zato, ker je pač slovenski trg tako majhen. Ampak katerokoli državo po svetu bi pogledal Nemčija, nemški investitorji imajo, ne vem, skoraj 70% v nemških pač delnicah. Američani imajo itak 80+% v ameriških delnicah. Ta pač lokalnost je tako že zaradi tega, ker pač nekaj poznaš in hočeš v to investirati. Teda mediji mogoče nimajo toliko vpliva na ta del, mogoče imajo več na to, da ima vsak občutek, da mora reagirati na nekaj. Ne. Pač najboljše naložbe, mislim, da je Fidelity, čeprav sem nekaj prebral, da to sploh ta študija ni bila narejena, ampak da ima reči, da so naredili analizo, kdo so imeli najboljše donose pač pri njih, pri svojih strankah. Ne. In so ugotovili, da pač najnižje donose so imeli tisti, ki so najbolj aktivno se trgovali z pač njihovimi skladi, vstopali pa izstopali. Najboljše donose so pa tako kot skupina imeli tisti, ki so umrli. Ne, zato, ker so pač niso več naredili, pol te zapuščinske in tako naprej, dokler do njih prišlo, je to pač nekaj časa trajalo, podvali so pozabili na to in so pač pustili, da je čas naredil svoje. Ne. Tako da iz tega konteksta je fajn se mal mogoče distancirati, če vemo, seveda, če nam je cilj dolgoročno investirati. Ne. Tako da, če imamo ta cilj, pol ni smiselno vsak dan spremljati, kaj se dogaja s portfeljem, koliko je šel 0,5% gor ali pa 2% dol in tako naprej. Ne. A to se pravi, doskrat se ta spopadata, te dva pasivni in pa aktivni vlagatelj. Se pravi, ti tudi zagovarjaš pasivnost v tem trenutnem turbulentnem okolju? Tako bom rekel, se pravi, pasivnost kot taka ima smisel, če imaš zelo dolgi investicijski horizont. Jaz, kot čisto osebno in tudi, kar z našimi strankami delamo, smo malo bolj aktivni. Zakaj? Zato, ker če gledaš na zelo dolga obdobja, so določeni faktorji, s katerimi lahko ti malenkost spremeniš to dinamiko, donosnost in tveganje. Ne? Recimo, čisto konkretno, ko smo Buffetta omenjala, Buffett je zelo znan po value investiranju. Value investiranje je samo pač koncept investiranja, ker kupuješ podjetja, ki so relativno poceni, glede na poslovanje, glede na kakovost biznisa, kakovost menedžmenta in tako naprej. Ne. Je pa res, da v zadnjih 20 letih Buffett sploh ni bil več value investitor, ker je enostavno imel preveč denarja in je kupoval quality, to je pa kakovost, to je pa drug faktor. Ne. In zato je tudi recimo Apple noter bila zelo velik delež njegovega pač portfelja. Ne. Obstajajo pa še drugi faktori, kot so momentum. Ne. To je pa tudi značilnost trgov, da enkrat, ko začnejo rastejo nekaj časa. Ne. Pol je še en faktor, kateremu se reče low volatility. To je pa značilnost za tiste dolgočasne delnice, imajo na dolgi rok v bistvu presenetljivo dobre donose. Ne. Zakaj? Zato, ker vsi pol letijo za tistimi, ko so šle full gor, ne. Pa počasi pač zapostavijo tiste, ko so malo bolj dolgočasna podjetja, ampak na dolgi rok pa ona dolgočasna še vedno dobro poslujejo in pač ustvarjajo dejansko dobre donose. Ne. Teh faktorjev je kar ene par, pol je tudi ta značilnost, da manjša podjetja v povprečju generirajo pač višje donose, ampak tam je treba paziti, zato ker manjša podjetja imajo tudi večjo verjetnost stečaja, teda je treba po možnosti un del zelo tveganih pač odstraniti. Pol je pa tukaj še vrsta ena drugih faktorjev, ki mogoče niso toliko relevantni ali pa toliko očitni. Ne. So bile pa tudi raziskave narejene in so, mislim, ful je teh raziskav, pač to je tisto, ko sem prej razlagal, 15+ let branja vseh teh research paperjev. V bistvu teh faktorjev kot takih je
odvisno na kak način meriš, ampak je, ne vem, 500 plus, ne, zato so to tudi poimenovali živalski vrt faktorjev, ne, ker jih je enostavno toliko veliko, ampak če jih pa res probaš segmentirati, so pa pač ti pač pocenjene delnice in naložbe nasploh, ne, lahko tudi govorimo o nepremičnini, zdaj mogoče za neke surovine malo težje to nekako skalkulirati, no. Ampak ja, pač pocenjene naložbe na dolgi rok delajo dobro, kakovostna podjetja pač na dolgi rok tudi v redu, tiste, ki so manj volatilna, imajo tudi presenetljivo dobre donose, ta momentum je pa zelo specifika, ta je pa zelo aktivna, ne, ker tam se pa na letni ravni nekje 2-krat obrne portfelj, tiste pa tudi zelo zanimiv pristop, no. Moramo pa tudi povedati, da borzno-posredniškim družbam bolj ustreza aktivni vlagatelji kot pa pasivni. Ja, Ampak, definitivno. a te lahko spomnim na stavo Warrena Buffetta za $1 milijon leta 2007, ko je stavil s hedge fund menedžerjem, da bo S&P 500 v obdobju 10 let bolj uspešen kot pa njihova pač neka košarica hedge fundov. In dejansko je imel Warren Buffett prav. Definitivno je imel prav in če bi ko šel pozicionirati se kot je on takrat in kaj je ta alternativa, ne? Alternativa je bil nek skupek različnih hedge fundov, bi tudi jaz rekel, da pač rajš imam S&P 500. Ja. Če bi mi pa takrat ponudil, ne vem, globalno razpršen faktorski portfelj, bi pa upal iti v drugo smer, kljub temu, da je S&P zmagal. Moramo se pa zavedati, od takrat, sploh od 2009 naprej, ima S&P nenormalno dobre donose. Ne? To je res, ja. Tako, če gledamo pol zgodovino, odkar imamo sploh podatke o nekih naložbah, je S&P imel pač to top 2%, kar se je lahko pač zgodilo v zgodovini obstoja trgov. Tako. Glede na to, da govoriva o preteklih donosih, se bi dal tudi to preveriti, ali je res globalno faktorsko razpršen sklad bil bolj donosen od S&P 500. To bi lahko tudi naredili neko simulacijo. Ni bil. Jaz zdaj povem, da ni bil. Ni bil, ok. Predvsem zaradi tega, ker pač cel svet, razen Evrope, je imel relativno slabe donose tam od 2015 naprej. In tukaj se je najbolj poznalo glih to, pač ti giganti v Ameriki so toliko potegnali gor S&P 500, da nič drugega ni blizu. Ampak zdaj, če to je spet eno obdobje v zgodovini, zdaj, če vzamemo drugo obdobje, bi bili pa mogoče lahko rezultati drugačni. Ja, definitivno so, vse glih za to, pač to je pa ta pristop sistematičen, da pogledaš, kaj je delovalo v preteklosti, ne samo v Ameriki, ampak tudi na drugih trgih in spet ugotoviš, da pač recimo, kot je Warren Buffett investiral v podcenjena kakovostna podjetja, na dolgi rok to prinaša zelo dobre donose, ampak to na dolgi rok pomeni pač 10, 20, 30, 50 let, vmes so pa tudi 3, 4, 5 letna obdobja, ko pač zaostaješ za nekim indeksom kot je S&P 500. In tu imajo pa recimo pol upravljalci skladov pač težavo, ker oni pa, njihova karijera je nekako vezana na to, da imajo v redu donose in njihovi v redu donosi se ne merijo s tem, da je stranka zadovoljna z donosi, zato ker pač to njej ustreza glede na cilje, ampak se merijo glede na S&P 500 je pa to naredil. In zdaj, ko imaš neko obdobje tako, kot je pač od 2009 do zdaj, ko so res bili zelo, zelo dobri donosi na ameriških trgih, pol se ti bo zgodilo točno to, da bo vsi začeli slediti S&P 500. In pol imaš pa to težavo, kaj se bo zgodilo, ko bo S&P 500 ali pa ameriška borza začela pokati. In pol bo tudi vsi ti skladi in vsi investitorji v teh skladih imeli pač slabe donose, ko mogoče tudi sploh ne bi smeli biti v takih naložbah, bi mogoče mogli biti v nekih malo bolj varnih ali pa bolj razpršenih. Razpršenost o tem je po moje ful fajn, da se razmišlja. Čeprav si tudi rekel, ta globalno razpršena košarica v bistvu ima 70% izpostavljenost do ameriškega trga, tako da tudi tukaj je zdaj vprašanje, koliko si dejansko razpršen. Je pa še nekaj, ta podjetja, ki jih omenjaš in so prisotna v S&P 500, ta večja, tistih 35% celotnega S&P-ja so v bistvu globalna podjetja. So globalna,
prihodke delajo pač po celem svetu, ampak so vseeno pač primarno ameriška in delujejo tako kot nek country faktor, no? Če rečemo državni faktor, iz tega konteksta vpliva ameriški sentiment na njih. Ne? Tako da, kljub temu, da ne vem, nimam pojma, koliko ima Apple v Evropi prodaje, pač zdaj zato, ker je nemški DAX ali pa tukaj situacija na kapitalskih trgih drugačna, to ne bo imelo direktnega vpliva na vrednotenje Apple v Ameriki. No. Kaj si pa misliš o, pač trenutno se pri nas pripravlja kar nekaj sprememb, novitet, individualni naložbeni računi, mislim, da je prvo leto do 20.000, ni še potrjen ta predlog, ampak vseeno, tvoj pogled na to. Se mi zdi, da se bo vseeno tukaj za marsikaterega vlagatelja odprl nek nov svet. Ne vem, če se bo čisto odprl nov svet. Jaz mislim, da je to super priložnost iz davčnega vidika in administrativnega, ne? Ampak spet na nas, na industriji bo, da pač prepričamo posameznike in družine in pa podjetja za to, da se odločijo za naložbe nasploh. To, da je nek nov način ali pa mogoče malce poenostavljen način iz vidika administracije, ki omogoča pač investiranje do določenega zneska pač z nižjimi davki in tako naprej, še ne pomeni, da bo ljudje zdaj začeli skakati na to. Ne? Da vem, da smo vsi entuzijastični in tako naprej, super, da se bo to naredilo, ne, tudi iz vidika nekoga, ki bo pač to ponudil, je to super, ne, ampak vseeno treba biti tudi tu realen. Na koncu se ljudje odločajo, če smo čist iskrena, ne, največ odprtih nekih trgovalnih računov in tega je takrat, ko pač trgi rastejo. Zelo dobro sodelujem tudi z več različnimi pač kriptoborzami, ker jim določene stvari svetujemo in tam se zelo jasno vidi. Pač, ko je niti ne nivo Bitcoina, ampak procentualna rast v zadnjih 3 mesecih visoka, takrat je naval strank. Ne? In je isto pač na delniških trgih, se spomnimo leta 2007, ne? Ljudje so tudi pač v vrsti čakali za tiste delnice NKBM in tako naprej. In to je tisto, kar pač nažalost povzroči, da masa ljudi se pač premakne, kar je seveda zelo napačen razlog, ne, in napačen timing predvsem. Ne. Zato poudarjam pač na nas, na industriji, je, da nadaljujemo z izobraževanjem, da vsakati čas s tem podcastom, to že kar nekaj časa zdaj delaš in je definitivno ta prava smer za to, da ljudje razumejo to. Ne. Ker spet, če se primerjamo z Ameriko, ne, tam se kot otrok imaš vedno možnost slišati nek pogovor o naložbah, o delnicah in tako naprej. Ne. Pač pri nas tega ni bilo. Ne. Teda mogoče naslednja generacija bo to malo boljš razumela, ampak ne vem, mi dva tega nismo imela možnosti poslušati ob nedeljskem kosilu. No. Ne v takem obsegu, ne, to definitivno. Kaj pa recimo zdaj, ko omenjaš, ko raste Bitcoin ali pa ko vidijo te procentualne rasti, pa me zanima tvoj pogled na noviteto, ki jo pripravlja Ministrstvo za finance, obdavčitev kriptovalut. Jaz, če bi imel možnost vplivati na karkoli, jaz bi rekel, vse naložbe morajo biti skupaj. Po enotni davčni stopni. Pa tudi, če naredim jaz na Bitcoinu minus, mi mora pokriti dobiček, ki sem ga naredil na delnici. To je naložba. Zakaj imamo pač kar neki isto izvedeni finančni inštrumenti? Pač tam je čisto ločeno 40% brez veze. Pač to je naložba, finančni inštrument, ok, kriptosredstva kot taka niso definirana kot finančni inštrument, ampak to bi vse mogel pač poenotiti in spraviti pod en okvir in pač po možnosti res narediti ta individualni naložbeni račun, če že gremo zdaj do ekstremov, ne, bi pač povečal ta znesek precej in noter dovolil pač vse tipe naložb. Ta znesek, zdaj sva rekla 20 jurjev prvo leto, ampak vsega skupaj je pa ideja, da bi bilo do 150.000 evrov vložka. A na vrednost je pa lahko bistveno večja, zdaj odvisno od tebe, kako boš. Računaj, 20.000 na začetku plus 5.000 na leto, možeš zelo dobre donose narediti. Samo 5.000 na leto je, to sploh nisem opazila. Ja.
lahko dodajaš pač teh 5000 potem na leto. Tako da bo kar težko pride do tistih 150. Ja. Ok, kaj bova še povedala našim gledalcem in poslušalcem, nek nasvet mogoče za konec, pa bom tako rekla, to, kar me je danes vprašala ena mladenka, rekla je, da je stara 40 let, nič ne investira, kaj ne zdaj ona recimo naredi? Deva najprej ta scenarij. Ja. Jaz vedno, ko se pogovarjam, ne glede na starost, ok, pri 40 je še ta human capital še vedno zelo, zelo močen, je vedno treba razmisliti, ok, kaj lahko naredim, da si povišam prihodke. A zdaj to pomeni iti na neko izobraževanje ali nek certifikat dobiti, zato da lahko pač prosim za povišico, ali se naučiti nekaj, sploh zdaj z umetno inteligenco, pač se poslovni procesi lahko zelo izboljšajo in tukaj je ful velika priložnost zdaj trenutno. Tako da, kaj je ta low hanging fruit, zato da lahko pač nekdo si za 10, 20, 50% zviša ali plačo ali pa druge prihodke. Tako da to je korak 1. Potem korak 2 je pa definitivno pač začeti vsaj nekaj investirati. Ali je zdaj to pač 50 evrov na mesec ali je kaj več, samo zato, da dobimo navado. To je glavna stvar. Na koncu smo pač čist vedenska bitja in to, kar počnemo, se navadimo in to pol delamo še naprej. In poanta je tudi to, če smo stari za 40, se je treba navaditi to. Pač začnimo z nekimi manjšimi zneski. Pa tudi dost je teh debat vse posod in na internetu in druge, ker se ljudje ful preveč ubadajo z stroški in tako naprej. S centi se ukvarjajo nekateri. Se jih to. Recimo nekdo ima portfelj, ki je velik 2000 evrov in pol piše, ne vem, blog poste in pa Reddit poste, ki so ne vem kako dolgi, ko veš, da je zapravo vsaj 20 do 30 minut, da ga je napisal. Pač ok, namesto da imaš v nekem skladu, ker je 2% provizije, pač imaš ti zdaj v nekaj, ker je 0,1, super, ful podpiram to. Zdaj malo v kontekst. Pač razliko, ki jo tukaj narediš, je na letni ravni, ne vem, 2 evra, zapravo si pa glih kar pol ure, zato da si nek blog post napisal, kar pomeni, da si vsaj 5 ur o tem bral, ali še celo več, kar je spet super, ampak daj mogoče kaj drugega še preberi, se nauči in da si ta human capital povečaš, da boš lahko več zaslužil, več privrčeval in nekaj, ko boš imel več tisočakov, več 10 tisočakov, pol začne razmišljati o pač čisti optimizaciji stroškov. Zato, ker na začetku je samo ta habit forming, zato da si ti dobiš to navado, da znaš investirati, da znaš rebalansirati portfelj, to je pač ključno. Ja, danes je postalo investirano relativno poceni, že eno delnico lahko kupaš oziroma ETF, vse si sam povedal, kakšni so stroški, 0,1% upravljalska provizija. Recimo. Tako da definitivno, ukvarjamo se pa potem, ne vem, z 1 evrom, ko ga moraš plačati recimo za nakup delnice, ali pa prodajo delnice. Ampak po drugi strani te bom pa tako izvala, ko pa gremo na kriptomenjalnice, kriptoborze, so pa tam provizije ubitačne. Bistveno više kot bistveno više so kot pa recimo na nekih teh klasičnih brokerjih, ki jih uporabljamo. Mislim, če greš na nek Binance ali pa neko tako offshore, ki nima toliko veliko regulacije za sabo, so stroški relativno nizki. Stroški so tudi relativno nizki, če si zelo velik, če imaš milijone oziroma da res aktivno trguješ, so lahko stroški tudi zelo nizki. Je pa treba tudi razumeti, da zgodovina kapitalskih trgov je imela nek svoj razvoj in so z razlogom pač postale nekako ločene funkcije. Imamo pač borzo, pa imamo borzo posredniške hiše, pač imamo banke, ki pač držijo neka sredstva, imamo KDD-je oziroma Central Security Depository, ko se temu reče, imamo klirniške hiše in tako naprej in vsaka ima neko funkcijo. V kriptoborzah, kaj se je pa zgodilo, je, da vse to so skupaj se zbasali. In pač imaš vse te funkcije nekako v enem in najboljši oziroma najslabši primer tega je bil pa FTX. Tega ni več.
tega ni več. In zaradi tega ga ni več, zato ker so vse te funkcije bile med sabo pač pomešane. Ne. In to je tudi povezano na te mogoče višje stroške v tradicionalnem svetu, ki pa realno gledano z tem neobrokerji in modernimi pač brokerji so zdaj že tako nizke, da ne, že za ston dobesedno lahko trgujemo. No. To je res, ja. Luka Gubo, najlepša hvala za odlično debato. Hvala za povabilo. Hvala tudi vsem, ki ste nas danes spremljali. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.